pa rekel, gospod, koliko je stisnjen tam noter. Druga, tretja vrsta pa rešil. To se je kakšna scena. Ne prenesem takih liščih smo skupaj. Živčen letam po pol ure, ko mi začne se Jaz sem cukor zdaj odstranil, mesec brez cukra. Kar gre. Sam pa fucked up. To veš, da je bullshit, ne? Kaj? Coca-Cola liter imaš na kilo, na 17 cukra. To je full. Ja. Ne, vse to, vse ne pijem sokov, nič. Ja, nič. Ne, nobenih sokov, nič.
Samo na te naprej. Dobro, hvala. Da sem tukaj odvien zdaj. Štitla zdaj, gremo s kadom v koncu. Ja, magari, mislim, če si zdaj, si. Letošnja Prešernova nagrajenca Metka Drašovec in Aleš Berger ter nagrajeni nagrajenci Prešernovega sklada.
Spoštovani, na govor vabimo predsednika upravnega odbora Prešernovega sklada Vinka Dragana. Predsednik Republike, spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, spoštovani vsi, ki v tej deželi čutite umetnost kot pomemben del našega življenja, lepo pozdravljeni. Dovolite mi, da se najprej in z tega mesta s hvaležnostjo spomnimo umetnikov, Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada, ki so nas zapustili v minulem in že letošnjem letu. To so Janez Bernik, Vilma Bukovec, Aleš Debeljak, Samo Hubat, Tomaž Lorenc, Anton Nanut, Tomaž Pandur, Saša Vuga in Matjaž Vipotnik. Hvaležni smo jim, da so plemenitili obraz našega naroda. Nocojšnjemu razmišljanju sem dal naslov Glosa 2017, v spomin na Prešernovo gloso in na njeno srhljivo aktualnost. Nov upravni odbor Prešernovega sklada je bil sklican konec septembra 2016. 15 članov je sprejelo zahtevno in častno zadolžitev, da čim bolje organizira podelitev Prešernovih nagrad in pripravi počastitev nagrajenih umetnikov in njihovih umetnosti. Ne gre namreč samo za posameznike in njihove umetniške presežke, gre tudi za simbolni poklon različnim umetniškim področjem. Današnji večer je tako pravzaprav praznik vseh umetnosti. Slovenci nismo samo narod športnikov in politikov, kot bi lahko mislil naključni obiskovalec naše dežele, če bi nekaj časa spremljal najbolj množične medije. Ampak smo tudi narod pesnikov, umetnikov, iskalcev resnice in lepote. Zapuščina Prešernove poezije, odzvanja skozi čas in na vsako leto vsaj na ta dan spomni, da je umetnost tista, ki je odvedno pomembno oblikovala obraz našega naroda. Osebno sem tudi prepričan, da Slovenci nikoli ne bi imeli samostojne države, če ne bi Prešeren nekoč davno napisal pesem vseh pesmi, Zdravljico. Če ne bi bilo Prešernovih poezij, v katerih je pesnik zapisal politični program naroda, mu dal vizijo države, ustvaril tako rekoč njeno prvo pesniško ustavo in svojim pesniškim genijem v sebi dal plemenu pohlevnih hlapcev samozavest evropskega jezika. Če ne bi bilo te pesniške vizije in tega poguma, se gotovo ne bi vsako leto dobivali v tej dvorani in slavili umetnosti. V svojem pesniškem delu pa nam je Prešeren pokazal tudi na temnejšo plat naše duše. Prešeren je zapisal Zdravljico, ampak napisal je tudi sonete nesreče in predvsem gloso.
v kateri nam sporoča, kako lahko krošnjarska pamet prevlada narod. Verzi: lani je slepar starino še prodajal, nosil škatle, meril platno, trak na vatle, letos kupi si graščino. Ti verzi so danes žal bolj grozeče aktualni kot kdajkoli prej. Kljub temu, da je danes poseben dan, dan umetnosti in umetnikov, pa se mi zdi popolnoma primerno, da tudi z tega mesta in tudi na ta dan, morda predvsem na ta dan, ko umetnikom država prisluhne vsaj z enim ušesom, opozorimo na težave, ki jih ima umetnost na Slovenskem. Slovenska umetnost namreč umira. Podhranjena umira, zrinjena na rob družbene pomembnosti umira. Slovenci nimamo sreče s politiki, nimamo sreče delavci, upokojenci in tudi ne umetniki, pedagogi in ustvarjalci. Vsi namreč spadamo v skupino nesrečnežev, ki so jih v minulih 25 letih izvoljeni politični voditelji peljali žejne čez vodo. Umetnost je na Slovenskem v zadnjih 2 desetletjih preživela zgolj zaradi notranje nuje, ki jo čutijo ustvarjalci ali kot v glosi pravi Prešeren. Koder se nebo razpenja, grad je pevca brez vratarja, v njem zlatnina, čista zarja, srebrnina, rosa trave, s tem posestvom brez težave on živi, umrje brez denarja. V svetu položnic in brezsramnega kapitala, kjer se plača vse, kjer so na tako imenovanem svobodnem trgu celo zdravje in pogrebi, je takšna notranja nuja izjemno idealistična zadeva. S čisto zarjo in roso trave se pač ne da plačati ne vrtca, ne elektrike. Vendar slovenska umetnost resnično vztraja prav zaradi tega prešernovskega idealizma, kajti v zadnjih 2 desetletjih in pol se je slovenskim umetnikom samo jemalo. Res, da so imeli umetniki včasih tudi zelo delovne ministre za kulturo, ki pa so v nekulturnih vladah zaman bili boje z mlini na veter. V predvolilnih bitkah, spoštovani politiki, vas je velika večina imela polna usta kulture in umetnosti. Takoj, ko pa ste sedli v sedlo, ste požrli vse obljube. Sprašujem se, ali bi se politika tako malo zanimala za kulturo, če bi bila slovenska kultura bolj tržno uspešno blago, če bi prinašala velike dobičke. Prepričan sem, da bi takrat politike kultura bolj zanimala. Verjetno pa bi jo že zdavnaj olastnili ali celo preko posrednikov prodali, jasno, ne najboljšemu ponudniku. Vendar, kakorkoli obračamo, slovenska umetnost ne more sama preživeti na tako imenovanem svobodnem kapitalističnem trgu. Nikoli ne bo dobičkonosno podjetje. Takšna je pač usoda majhnih narodov. Edino pravo bogatstvo takšnih narodov je umetnost. Pravzaprav, če smo iskreni, je umetnost edina reč v tej deželi, ki je še zares naša. Vse ostalo se izgublja v nič. Pesnik Tomaž Šalamun je nekoč davno v izvrstni knjigi Balada za Metko Krašovec k pesmi Neverni vnuk zapisal: otroci, na vlaku Trst-Dunaj lahko mirno zaspite, tam vmes ničesar ni. Slovenija vse bolj postaja dežela, ki jo bo mogoče prespati. Krajinerske lepote z otočkom sredi jezera, veličastni uspehi športnikov ter po nizki ceni prodana slovenska podjetja, vse to je ne bo rešilo pred popolnim duhovnim izbrisom. Še malo pa popotniki ne bodo imeli več nobene želje zapustiti avtocestnega križa. Niti opazili ne bodo, kdaj so prečkali našo deželo. To pa seveda samo po sebi ni tako tragično. Tragično je predvsem to, da bo z izginotjem slovenske umetnosti in kulture izginil narod. Nisem prepričan, če se je katera slovenska vlada tega zavedala. Morda je bila še najbolj jasna tista vlada, ki je prostodušno uznanila, da kulture ne potrebuje, da je kultura potrata denarja in da zato ukinja Ministrstvo za kulturo
in da tudi sicer deželica v predalpski senci ne potrebuje humanistike, humanistov in umetnosti. Ja, bila je najbolj odkrita. Glede na ravnanje vseh prejšnjih in kasnejših oblastnikov sem namreč prepričan, da vse vlade mislijo isto, samo da tega ne izrečejo na glas. In kadar nanese beseda na kulturo, držijo fige v žepih. In če politični veljaki mislijo o nacionalni umetnosti slabo in jo rinejo v kot med cenene in nepotrebne artikle veleprodaje in zabave, ki se lahko financira sama, potem velika večina državljanov sledi temu miselnemu vzorcu. Kultura je zajedalec na telesu naroda, umetniki so lenuhi, prevaranti, priskledniki, naj sami skrbijo zase, naj gredo raje delati. Lahko slišimo ljudsko mnenje in še hujše besede lahko preberemo po vseh spletnih kotičkih te dežele. Če bi hoteli spremeniti takšno javno mnenje, bi morala imeti umetnost tudi v glavah politikov boljše mesto. Z drugimi besedami, politiki bi morali biti kulturni. Tako pa vse vlade po vrsti z lahkoto mečejo naš denar v naročje tajkunov, bank, slabih investicij, prostodušno ga odmerjajo tujcem, zavoženim naložbam, provizijam, kulturi pa z velike mize kapitalistične požrtije namenjajo drobtinice in še te drobtinice so vsako leto žaljivo bolj drobne. Podatek, da bi lahko z denarjem, s katerim smo zamašili tako imenovano bančno luknjo, 35 let financirali slovensko umetnost in kulturo, ni zgolj anekdotičen. Ja, spoštovani, slovenski umetnosti ne gre dobro. Neinstitucionalna umetnost ne more več preživeti, pa je izjemno pomembna, saj je tako rekoč bazen za ustvarjanje dobre institucionalne umetnosti. Slovenski film je podhranjen, umirajo mnogi filmski poklici. Film je kljub uspehom, ki jih ima v mednarodnem prostoru, vedno bolj porinjen med ljubiteljske dejavnosti. Gledališča imajo manj lastnih premier, rešujejo se s koprodukcijami. Mladi igralci so minimalno plačani. V nekaterih gledališčih sta na eni slabi plači 2 mlada igralca. Nacionalna opera, na katero so politično zreli narodi ponosni, se na Slovenskem spreminja v revno gledališče. Slikarji že desetletja dobivajo bedne razstavnine ali pa sploh ne. V javnih galerijah sami financirajo svoje razstave. Pisatelji pišejo za drobiž. Če bi Prešeren danes pri veliki slovenski založbi izdal svoje poezije, bi za honorar prejel slabo polovico ene poslanske plače. Če pa bi jih izdal pri manjši založbi, bi namesto honorarja dobil 50 izvodov svoje knjige. Slovenska nacionalna televizija ni več kulturna ustanova. Medtem ko se igrani programi drugih evropskih nacionalnih televizijskih hiš bohotijo s kvalitetnim in raznovrstnim umetniškim programom, slovenska televizija kljub naročnini tekmuje s programom komercialnih televizij. Umetniki, ki so v svojem življenju ustvarili na desetine knjig, na stotine slik, množico skladb, ki so na odrskih deskah pustili življenje, danes spadajo med socialne probleme in delijo svojo bedo z opeharjenimi delavci, upokojenci in brezdomci. Država, ki tako počne s svojimi ustvarjalnimi ljudmi, nima prihodnosti. In ne nazadnje, Ministrstvo za kulturo, ki bi se moralo boriti za umetnike, za boljše pogoje njihovega ustvarjanja, z redkimi ministrskimi izjemami dela zoper umetnike in v prid državi. Če bo res obveljala nova uredba za samozaposlene, tako imenovane umetniške prekarne delavce, bo država mnogim od 2000 slovenskih umetnikov nonšalantno dala odpoved. Res je, prav ste slišali, samo nekaj čez 2000 jih je, katerim država že 25 let z vsako novo politično porazdelitvijo obrača hrbet. Ja, slovenska umetnost kljub današnjemu prazničnemu dnevu klavrno životari, crkuje v lakoti in pomankanju. In to je treba povedati, to je treba vedeti, še posebej na ta dan. Če se bo takšno zapostavljanje slovenske umetnosti in kulture nadaljevalo, bo ta mili, mali narod
z milo slovensko govorico, v kateri v dvojini pišemo najlepše pesmi o ljubezni, ostal brez obraza in duše. Samo umetnost lahko narodu oplemeniti njegovo podobo in jo ohrani na skupnem portretu zgodovine narodov. Če bomo izgubili umetnost, bomo izgubili vse. In najbrž ni več daleč dan, ko bomo na slovenskih univerzah predavali v tujih jezikih, ne da bi sploh opazili, kdaj se je to zgodilo. In bo samo peščica čudakov proučevala umetnost nekega naroda, ki ga ne bo več. Morda bomo takrat še praznovali praznik pesnika, vendar ne več v tej dvorani, ampak v kakšni dvoranici, v še bolj kletnih prostorih. In tudi čaše terana, katero bi visoko dvignili in po prešernovsko nazdravili sebi in prazniku umetnosti, že dolgo ne bo več. Da pa se vse to ne bi zgodilo, je nujno, da se slovenska politika začne zavedati pomembnosti, ki jo ima umetnost pri tako malem narodu in jo začne tudi obravnavati resno, kot eno najpomembnejših poroštev narodovega preživetja. Ni vse denar, ni vse poslušnost in uslužnost do velikih in močnih. Nekaj velja tudi pokončna, samozavestna, kulturna in etična drža. Pri tem vam lahko pomaga umetnost. Umetnost ne postavlja zidov, umetnost jih ruši. Umetnost in kultura sta namreč globoko etični. Če si kulturen, si tudi etičen. Tako preprosto je to. Res, da moje besede nocoj zvenijo kot prozaično nadaljevanje Prešernove glose, vendar sem vseeno prepričan, da jih boste hitro pozabili. Besede ustvarjalcev politikom že desetletja ne pridejo do živega. Psi lajajo, karavana ironično skomigne z rameni, češ umetniki spet pretiravajo in gre samozadovoljno dalje. Čisto za konec pa še malo poezije, kot se za takšen praznik spodobi. Pesnik Erwin Fritz je še v socializmu napisal pesem z naslovom Oddaja za tuje turiste. Glede na današnji čas je pesem vizionarska. Zadnja kitica, ki nas vse skupaj nagovarja in opozarja, pa se glasi takole. Bodočnost. Našel se bo nek Cezar, motorizirana zgodovina, in bo zradiral ta žalostni liliput zemljevida. Na zemljevidu bo ostala za otroško dlan široka praznina in nihče več ne bo vedel, za čim je jokala lepa vida. Hvala. Zemlja Kranjska, draga mati, kdaj bo utihnil najin jok? Ali kdaj bova videla vstati, bratov jaz, ti čast otrok? Kaj da vedno še zakriva zemljo našo temna noč? Kaj da slave ljubezniva zarja krancem ne napoč? Trubar, Primož, si res ti. Kaj boš jokal, France? Saj si ti sam s svojimi pesmimi slovenskemu narodu spomenik vzdignil. Ko bi se tega nesrečnega naroda vsaj kaj prijelo, kar sem mu v pesmih namenil. Pa brez tebe bi še tega ne mogel. Res je, da prej ni bilo še nobenega pisma najti, še manj kakšne knjige v našem jeziku.
Ljudje so menili, da je slovenščina tako surova in barbarska, da je ni mogoče ne pisati, ne brati. Zato pa sem se sam raje nemškega jezika posluževal, da bi lahko kaj umeli naši Kranjci. Valvazor. Ja, ne slega vraga. Ja, le nič vraga ne omenjaj za božjo voljo, Trubar. Ti si izumil pisanje kranjščine z latinskimi črkami, da smo ti vsi ostali lahko sledili. Pripeljal si tiskarja na Kranjsko, prevajal, pridigal. Pa glej, kako so ti Kranjci povrnili. Enako kot Dalmatinovemu Juriju, ki je Kranjcem svetopismo predstavil, pa mu je tudi bolj trda predla. Ja. Krek in prepir sta bila odvedno na Kranjskem doma, kot kaže. Najslabše jo odneso pa tisti, ki si domišljajo, da narodu v slavo pojo. Kaj hočemo? Če že ne za cvenk, pa za slavo. Sebi in narodu v ponos. Ja, to je pa res. Ako je pošten rodoljub dolžan časti svoje domovine kri in življenje, je dolžan v prav nič manjši meri služiti s peresom. Za čast in slavo praviš. Za gradove in premoženje boš rekel, ti pa ni bilo nič mar, ki si jih za volj slave Vojvodine Kranjske zgubil. Lepo ti je narod poplačal. Veste, kaj vama povem? Slep je, kdor se s petjem ukvarja. Kranjec mojemu osle kaže, pevcu vedno sreča laže, on živi, umrje, brez denarja. Le začniva pri Homeri. Prosi ureva dnije stare. Mraz Ovidija v Pontu tare, drugih pevcev zgodbe beri. Nam spričuje Alighieri, kako sreča pevce udarja. Nam spričujeta pisarja, Luizade, Don Quixota, kakošne Parnasa pota. Slep je, kdor se s petjem ukvarja. Kaj Petrarkov? Kaj nam tasov treba pevcev je prijetnih, slišim iz betic neukretnih, prašat z daljnih prednih časov. Komur mar preljubih glasov pesem, ki pojo Matjaže. Lani je slepar starino še prodajal, nosil škatle, meril platno, trak na vatle, letos kupi si grašino. Naj gre pevec v daljno kino, še naprej se pot mu kaže. Naj si s tinto prste maže, naj ljubezen si obeta vneti lepega dekleta, pevcu vedno sreča laže. Vendar peti on ne jenja. Grabte denarje v kup gotove, kupovajte si gradove, v njih živite brez trpljenja. Kodar se ne bo razpenja, grad je pevca, brez vratarja. V njem zlatnina, čista zarja, srebrnina, rosa trave. S tem posestvom, brez težave, on živi, umrje, brez denarja. No, vse zadnje mora človek na prvem mestu za dušo svojo poskrbeti. Le kvišku glave, tovaršija. Poglejte, kako sta si slovenski narod in njegova umetnost opomogla v teh stoletjih. Čeprav slišim, da je dan danes slovenska kultura ima enake težave kot prejšnje čase, pa le vidim, da se je vzdignila in da celo nagrade v tvojem imenu, France, podarjajo. Že celih 70 let bo boje od tega, ker so prve umetnike ovenčali z njo. Bo že držalo. Pa tudi te so prej, ko ne bolj za čast in slavo. Jenja je jamrati, France. Kakor sem že svoj čas zapisal. Zaupam vsemogočnega Boga, da bo odprl oči vaše duše in pameti, ter vam razsvetlil zatemnelo in neuko srce, ljubi Slovenci. No in vse bolj se mi zdi, da je tako tudi storil. Ja, tako je.
sodi med najvidnejše in najpomembnejše slovenske skladatelje mlajše generacije. Njeno ustvarjanje odlikuje prepoznaven in prepričljiv slog komponiranja, ki je rezultat trdega dela in neutrudnega iskanja svojega glasbenega izraza. Pri komponiranju sledi na videz preprostim načelom: biti vztrajen v samem procesu dela in iskren do samega sebe. Mojstrsko obvladuje kompozicijske veščine, odlikuje pa jo tudi zelo dobro poznavanje tehnike inštrumentov, kar je tudi zasluga uspešnega in tesnega sodelovanja z glasbeniki. Z vsakim novim delom potrjuje brezkompromisno zavezo lastnim glasbenim iskanjem in v njih izžareva svojo močno osebnost. Obsežen in tehten skladateljski opus je izjemen dosežek mlade skladateljice, ki je v slovenskem kulturnem prostoru sprožil preskok v dojemanju sodobne glasbene umetnosti. Njeno originalnost in izpovednost pa je prepoznalo tudi mednarodno okolje. Za delo v obdobju zadnjih 2 let, še zlasti za skladbe Capriccio za violončelo in godalni orkester, ljubljanski koncert številka 1, Flux za trobento, rog, harmoniko in godalni orkester, ter Quadrum, koncert za 4 tolkalce in simfonični orkester, prejme nagrado Prešernovega sklada za leto 2016 skladateljica Nina Schenk. Poglejte si tole bukvo. O čarovnicah je v njih govora. Nekaj zate, Valvazor, ki so ti te reči ljube. Vsakogar med njimi, ki postavi radikalno trditev, spomnimo na cvetlični trg sredi Rima, ko se je namesto po cvetlicah širil vonj gorečega Giordana Bruna in na vonj gorečih knjig, ki se bo v kratkem širil po Gracu in Judenburgu. Ojoj, znano zveni. V mojih časih je bila dežela Coprnic že precej očiščena. Če se pa vendarle kaj izve o tej golazni, brž ujamejo ta coprniška babšeta in jih spravijo na grmado. Danes pa čarovnice nagrajujejo. Janez. Pardon. Roman Kronosova žetev se dogaja ob prelomu razburkanega 17. stoletja, ki je bilo čas turških upadov, kuge, vrenja množic in ob hkratnih pripravah na protireformacijo, zažiganje knjig in izgon teh, ki niso pokleknili. Roman je stkan iz različnih plasti in ima različne pripovedovalce. Najbolj zanimiv in do konca ciničen je Knezoškov, ki pride disciplinirati uporne luterane. Zraven so filozofska razmišljanja pisarja, ki se zlomi ob beleženju čarovniških procesov, pa kolektivni in razosebljeni glas množice, ki jih žugajo s peklom in žveplom in so ji kri in kriki žrtev uresničitev načela vsakdanjega kruha in iger. Avtorica piše o preteklosti, da bi pokazala na današnje stanje in poiskala prav vzroke zanj, za naš hlapčevski odnos in upogljivost. Roman je pisan v delno starinsko patiniranem jeziku, polnem metaforike in podob, ki so polne popreproščene teologije, kar mu daje izrazito jezikovno barvitost in slogovno razgibanost. Za roman Kronosova žetev prejme nagrado Prešernovega sklada za leto 2016 pisateljica Mojca Kumerdej.
Kakšni časi, same ženske danes umetnost zganjajo, ali kaj? Kako si ti staromoden, Primož? Ne, resnica je, France. Tudi sam sem že na to pomislil. Pa saj ti veš, kako je z ženskami. Kot s tisto Uršulo, o kateri sem pisal in ki jo je tisti strah iz Ljubljanice, povodni mož, sabo vzel. Ti si pa potem eno prav krasno pesem o tem napisal. Kakšen strah neki, pa ne boš rekel, da tem pravljicam verjameš. Veš kaj? Ti se kar zafrkal. Pesem je pa res lepa, ker vidim jih Ljubljanice, kako se zbirajo in kako poplesujejo nožice Ljubljank, ko se glasba oglasi. Na starem so trgu pod lipo zeleno, trobente in gosli in cimbale pele, plesale lepote z Ljubljane. Tu ima ta virtuoza. Karkoli v roke prime, zagode. V zadnjih 2 letih je suvereno in z vso svežino globoko zaznamoval slovensko glasbeno tvornost. Kot skladatelj in multiinstrumentalist je nastopil na koncertih z Big Bandom RTV Slovenija, v okviru Društva slovenskih skladateljev je v Mestnem muzeju izvedel dela slovenskih skladateljev, kot avtor glasbe in izvajalec pa je soustvaril številne predstave v slovenskih gledališčih. Deluje tudi na področju oživljanja slovenske ljudske pesmi, tako doma kot v tujini. Na koncertih s Big Bandom RTV Slovenija sta bili njegova samoniklost in inovativnost vodilo dogajanja. Odlikujeta ga izredno bogata paleta različnih glasbenih slogov in virtuozno obvladovanje številnih instrumentov. Je tudi izvrsten improvizator, improvizacija pa je v bistvu sprotno komponiranje. Njegov prefinjeni občutek za sprotno ustvarjanje, humor, predvsem pa njegova izjemna muzikalnost so še dodatno obogatili že tako izjemen dogodek. Za skladateljsko in koncertno dejavnost v zadnjih 2 letih prejme nagrado Prešernovega sklada za leto 2016 akademski klarinetist in skladatelj Boštjan Gombač. Od hudiča so ti muzikantje. Ja, tudi marsikatero tvojo pesem, France, so v glasbo spravili. To se ti hudo dopasti mora, kaj? Dopade že, dopade, kaj se ne bi. Pa saj so že večjih poetov, kot sem sam, pesmi uglasbljevali. No, nikar se v nič ne devli. Takega poeta, kot si ti, ima malo katera dežela. Ja, drži. Pa vseeno moram priznati, tisti Shakespeare, mislim, me prekaša. Ne. Tisti, ki se tudi s teatrom peča. Tisti. Poslušajmo zdaj pesem, odeto v glasbo enega žlahtnega kranjskega skladatelja, ki se tudi s teatrom peča. Sem žalostna nocoj, ko spet se stari twist igra povsod. Ne vem zakaj, saj je še vedno isti mesec nad menoj.
Takrat na morju pa zares smo znali obrniti prav vsak čoln in tako smo prevrnili celo morje, da zaplesalo je v nebo, ker z nami mlado je bilo, se tiho nam pretakalo nekje med prsti. Takrat odtekalo je stran, a nas zanimalo nikam. Bile so strašne to zabave, pa saj nam šlo je vse tako gladko spod rok, da smo prevračali prav vse, tudi parnike in ladje. Pa saj nam šlo je vse gladko, smo vzeli zvezde pod roko, kako je dobro z nami plesal tudi mesec. Pa se končal je ta naš twist, ker je prišel pač drugi ples, a nismo našli zanj prostora. Ko spet se ta naš twist igra povsod, a vem zakaj je zdaj otožen stari mesec nad menoj. Takrat na morju prav zares smo povabili k sebi ga na ples in tako smo poljubili celo morje. Da zaplesalo je v nebo, ker z nami mlado je bilo, se tiho nam pretakalo nekje med prsti. Takrat odtekalo je stran, a nas zanimalo nikam. Bile so strašne to zabave, bile so strašne to zabave, bile so strašne to zabave. Njegov skladateljski opus je razvejan, bogat in unikaten. Njegovo izčiščeno in načelno razumevanje glasbe v umetnosti, tako v gledališču kot na filmu, mu narekuje samo svojo izraznost, nenehno izpraševanje in odprt komunikativen pristop do različnih umetniških žanrov. Kot vsestranski glasbenik je neizčrpen, nenehno v pogonu in raziskovanju. Do danes je ustvaril impozantno število glasbenih del. Svojo intenzivnostjo ustvarjanja, ki je vselej tudi polno umetniške vrednosti, je zaznamoval slovensko in mednarodno gledališko ter filmsko sceno. Njegova glasba v gledaliških uprizoritvah ni nikoli ilustrativna, temveč odmirjeno sugestivna. V svoji obliki išče stik z odrskim dogajanjem in sočasno tudi z gledalcem, a do obeh pristopa izjemno tankočutno in spoštljivo. Vzajemne komunikacije pa ne išče prek vsiljene sporočilnosti, ampak sprejemniku vselej dopušča prostor za lasten vnos razuma in emocij.
Za dosežke v zadnjih 2 letih prejme nagrado Prešernovega sklada za leto 2016 skladatelj Mitja Vrhovnik Smrekar. Mar se v tej deželi vsi samo še z glasbo pečajo? Kje pa, čakaj. Tukaj imajo enega, ki ti vsako pesem v sliko spremeni. Slep je, kdor se s petjem ukvarja, Kranjec mojemu osle kaže. Poglejte. Je? Je vrhunski stripovski avtor in karikaturist. Posebna pozornost velja njegovi risbi, ki jo ustvarja v več različnih slogih, dinamiki in anatomiji figur, montaži posameznih stripovskih sličic v kompozicijsko celoto, kot tudi referencam iz slikarstva, kiparstva in filma, ki jih zasledimo v njegovih stripih, in kontrastnim črno-belim odnosom. Je izjemen risar, ki se ponaša z odličnim poznavanjem človeške anatomije in pretanjenim čutom za plastično ponazoritev človeškega telesa, kar je še posebno razvidno v stripu Lom, ki je zgodba o odraščanju in boju za obstanek. Predvsem pa je Lom hvalnica telesu, ki ga avtor osvetljuje iz več zornih kotov v različnih položajih in kretnjah, s trdno kompozicijo in suvereno postavitvijo v prostor. Vse naštete atribute najdemo tudi v njegovem drugem delu, v tolpi Mladega Ješue, v katerem nam predstavi svojo interpretacijo Jezusovega mladostnega portreta. Delo pa v vsebinski kot likovni plati sodi v sam vrh slovenskega stripa. Za stripa Lom in tolpa Mladega Ješue ter razstavi v Cankarjevem domu in pritličju prejme nagrado Prešernovega sklada za leto 2016 Tomaž Lavrič. Spoštovani, v nagrajenčevem imenu bo nagrado prevzel gospod Robert Boteri. Pravim, pero ima res neverjetno moč. Poglejte, kaj vse se da iz njega spraviti. Neverjetno. Besedo spremeniti v sliko. Še več. Sliko spremeniti v stavbo. Poglejte, kakšna čuda delajo ti mladi ljudje. No, tu je res na mestu reči in beseda je meso postala. Zavidljivi opus razmeroma mlade skupine arhitektov zaznamuje izjemno občutljiv odnos do preteklosti in naše domače tradicije, obenem pa tudi do naravnega in grajenega okolja. V zadnjih 2 letih so ustvarili 3 dela različnih meril in značajev, ki pomenijo izjemno pomemben prispevek k sodobni slovenski arhitekturi. Upravno stavbo in paviljon Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju, hišo na Golem
in prenovo Linhartove dvorane Cankarjevega doma v Ljubljani. Odlikuje jih umirjena, tiha in neupadljiva arhitektura, ki združuje zgodovino in sodobnost, monumentalnost in domačnost, ljudsko izročilo in sodobno ustvarjalno invencijo. Arhitektura skupine je sodobna in moderna, a se kljub temu spoštljivo vključuje v obstoječe okolje. Je svojevrstna, z gradnjo izražena interpretacija mest in pokrajin, kulture in našega časa. Za arhitekturna dela zadnjih 2 let nagrado Prešernovega sklada za leto 2016 prejmejo arhitekti Lena Krušec, Tomaž Krušec in Vid Kurinčič iz skupine Arhitektura Krušec. Prijatelji, odrodile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, po trtih prsih up budi. Komu naj pred veselo zdravljico, bratje, čmo zapet? Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet. Brate vse, kar nas je sinov sloveče matere. V sovražnike z oblakov rodu naj naš ga treši grom. Prost, ko je bil očakov, naprej naj bo Slovencov dom. Naj zdrobe njih roke si spone, ki jih še teže. Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo, da oblast in z njo čast, ko pred spet naša boste last. Bog živi vas Slovenke, prelepe, žlahtne rožice, ni take je mladenke, ko naše je krvi dekle. Naj si nov zarod nov, iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije zdravljica vaša, vi, naš up. Ljubezni domačije, noben naj vam ne usmrti strup, ker zdaj vas, kakor nas, jo srčno branit kliče čas. Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, ko koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Ko rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi.
Dobro napisano. In dobro povedano. Kakšna krasota. Ja. Poglejte, koliko se je kranjskih knjig nabralo. Pa ne le molitvenikov in katekizmov, kot v mojih časih, brez zamere. Kdo bi si bil mislil? Tudi tvojo, Vojvodino Kranjsko so po 300 letih prevedli. In to ni majhna stvar. Ne, res ni. Dobro predstaviti v kranjski jezik res ni malenkost. Ti boš že vedel. Tu imaš moža, ki se tudi spozna na ta posel. Vsa čast in moj poklon Gospodu. Svojo raznovrstno jezikovno dejavnostjo in s celostnim pogledom na jezik je neprecenljivo obogatil slovenski umetnostni in kulturni prostor. Njegov prevajalski opus je impozantno avtorsko delo. Prevajalsko umetnost, ki se še zdaj včasih otepa bremena anonimnosti, je povzdignil na raven javne ustvarjalne geste, posebej z nekaterimi najzahtevnejšimi prevodi, ki jih zmore le avtentičen jezikovni umetnik. Slovenskim bralcem je ponudil premišljene, briljantno izbrušene in duhovite prevode cele vrste ključnih avtorjev univerzalne književnosti. V prevajanju gledaliških tekstov je izumljal nove načine premoščanja težko premostljivih razlik med francosko in slovensko dramsko poezijo, in sicer tako, da francoski govorni prijemi v slovenščini delujejo enako elegantno in dostopno kot v francoščini. Njegov uvid v ustvarjalne možnosti slovenščine je plod jezikovne rahločutnosti, etične povezovalne zavzetosti in širokega vedenja o naravi umetnostnih besedil. V slovensko kulturo je vnesel prepoznavne prevodne stvaritve, porojene iz refleksije teksta, smisla za humor in nezadržnega užitka v jeziku. Prešernovo nagrado za življenjski prevajalski opus prejme pisatelj, prevajalec in literarni kritik Aleš Berger. Samo nekaj besed. Nagrado posvečam spominu na vrhunsko prevajalko, ki jo je to priznanje žal obšlo, na solidarno kolegico, na žlahtno prijateljico, veliko damo slovenske frankofonije, gospo Radojko Vrančič. Zdaj pa še 2-3 besede zahvale, seveda matičnemu stanovskemu društvu slovenskih književnih prevajalcev, ki me je prijavilo tukaj na štart, potem področni komisiji upravnega odbora, ki me je spustila v finale, in članicam in članom upravnega odbora, ki so pač mi dali toliko točk za tehnično zahtevnost in umetniški vtis, da zdaj lahko stojim pred vami. Pa ne primerjam prevajanja s kakšnim tekmovanjem, kaj šele s suvanjem orodij ali pa ljudi, ampak z neko potjo, sukanjem peresa, s potjo za avtorjem ali pa z avtorjem vštric, skupnim ciljem, da se naredi
prevod, ki je v veselje bralcem in v ponos materinščini. Zdaj vam bom pa povedal še eno pesmico. Njen avtor je Jacques Prévert, ki me spremlja že od gimnazijskih časov in s katerim se bom po nekih spiralah desetletij letos še ukvarjal. In ki je tako simpatičen po tem, da nam dostikrat zbudi iluzijo ali pa prepričanje, da so še časi, ko so ljubezni nedolžne in besede srečne in obratno, seveda. Ko je življenje ogrlica, je vsak dan biser. Ko je življenje kletka, je vsak dan solza. Ko je življenje gost, je vsak dan drevo. Ko je življenje drevo, je vsak dan veja. Ko je življenje veja, je vsak dan list. Ko je življenje morje, je vsak dan pesem, tožba in drget. Ko je življenje igra, je vsak dan ena karta. Enkrat križ, enkrat kara, enkrat pik, ki nas ne mara. In ko je življenje sreča, sta glavna dobitka srce in ritka. Apel podobo na ogled postavi. Pred temi bi pa še tak kopitarski zasmehovalec ostal brez besed. Res. Podobe sanske. Svoje življenje je posvetila likovnemu ustvarjanju. Je avtorica veličastnega in prepoznavnega slikarskega opusa, ki je hkrati z njenim grafičnim in risarskim opusom nepogrešljiva sestavina mozaika slovenske likovne umetnosti. Je najpomembnejša slovenska sodobna umetnica, ki ji je slovenska likovna kritika namenila zgodovinsko mesto, takoj za Ivano Kobilco. Kot slikarka se je uveljavila konec 60-ih. Bila je prva v skupini mladih slovenskih slikarjev, ki jih je slovenska likovna kritika poimenovala ekspresivni figuraliki. V začetku 80-ih se je njeno umetniško ustvarjanje pretresljivo spremenilo. Ikonografija je postala pripovedna, barva energična in vitalna. Predvsem pa se je sprostila in zaživela njena risba, v kateri se prepletajo telesnost, erotika, arhetipskost,
simbolnost in avtobiografskost. V 90-ih se je ponovno vrnila visoko kontroliranemu slikarskemu slogu. Prestop k iskanju zvišene lepote v popolnih, visoko estetiziranih podobah ženskih in dekliških obrazov. V poznih 90-ih pa je svoj subjekt razvila v čarobne, namišljene pokrajine, ki so kot skrivnosti človeškega uma. Po letu 2009 se v njej odpre novo izrazito poglavje. Risbe, akvareli in gvaši na papirju so spet stopili v ospredje njenega snovanja. Kot edinstvena umetnica, katere slike so takoj prepoznavne, je v likovni umetnosti ustvarila številne popolnoma nove poetike. Rdeča nit, ki teče skozi njeno, sicer dokaj heterogeno slikarsko poetiko, pa je iskanje lepote kot tistega ideala, ki se mu človek sicer lahko približa, ne more pa ga popolnoma doseči. Preširnovo nagrado za življenjsko delo prejme slikarka Metka Krašovec. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane dame in gospodje, spoštovani dragi prijatelji umetnosti. Predno začnem, bi se rada zahvalila svoji zdravnici in celotni ekipi bolnice, ki mi je omogočila, da zdaj stojim tukaj. Sicer bi verjetno pogreb bil tudi lep in zame veliko manj naporen, ampak jaz sem raj tukaj. Zahvaljujem se upravnemu odboru, da je letos podelil nagrado za slikarstvo, ki mu že od Duchampa naprej grozijo s smrtjo. Tako kot je poezija preživela 5000 let, tako se tudi potreba po slikarstvu ohranila od Altamire do danes. Poleg zadovoljevanja potreb po preživetju je v človeku tudi močna želja po lepoti in po ohranjanju spomina na magične trenutke v življenju. Slika ima to moč, da v sebi skoncentrira čas in vse te podobe, v katerih se potem gledalec lahko prepozna. Danes, ko je lepota žal samo še banalnost, odeta v mimikrijo lepega, je potreba po tisti pravi lepoti, ki je v nas, ki je blizu božanskemu, še toliko večja. Slika v gledalcu lahko prebudi lepoto, ki je v njem, in se to stakne z lepoto v sliki. In ravno zaradi te moči slike in seveda tudi vse umetnosti ohranjam vero, da bodo umetniki tudi v najhujših časih s svojimi deli pomagali človeku najti v sebi tisto, kar je v njem najlepše, najbolj plemenito in blizu enemu. Hvala lepa.
Ljuba prijatelja, pravim, da smo Slovenci lahko precej zadovoljni, koliko kulture se je namnožilo v naši deželi. Ja, me kar prsti srbe, da bi najraje karkoli šel pisati in nadalje slavo kranjski pet. Pa vseeno bo držalo, da pevcu sreča zmeraj laže. Jenje, France, gremo. Še popred pa na glažek rujnega. Kaj ne da? To pa. Naj štejejo vsi drugi denar, za vino pevc da pesem udar. Čakaj. Naj misli, kogar bi pušice te zadele, da na visoki vrh lete iz neba strele.